Čau, vsi Denko tle, dobrodošli v še en tier list. Zdaj, prejšnji dan smo končali s serijo Subnautica Below Zero, kot verjetno že veste. In no, pri ta originalni Subnautici sem naredil tier list vseh živali iz nje, kadar sem jo končal. Tako da bom naredil isto tudi za Subnautica Below Zero, zato ker me ne morete ustaviti. Dobro, ja, torej, tier list, lestvica, nič novega na kanalu, verjetno vam je že vsaj toliko znano. V glavnem imamo vse živali iz Subnautica Below Zero in jih bomo razvrščali v kategorije od epsko do slabo. Pravzaprav niso vse živali iz Subnautica Below Zero tukaj, recimo Crashfish in Bladderfish in vse take niso tukaj noter, zato ker so že bile v ta prejšnji Subnautici, ampak vse ta nove živali so na tem seznamu. Tako da ja, gremo kar skočiti noter. Torej prvi je tukaj Titan Hallfish, mislim, da je to. Ja, Titan Hallfish je zanimiv, z njega lahko dobiš kisik in podobno. Ga bom dal v redu za zdaj, je kar tak smešen je, no. Ne moreš ga ne marati, razumeš? Ampak hkrati pa obstajajo tudi bolj zanimive živali v igrci, ampak mislim, da je v redu kategorija za njega. Naslednji na vrsti je Brainwing. Ja, Brainwing, če sem iskren, je malo malček neumen, ga damo bolj tako. To je ona čudna riba, ki te pljune z nečim in zmrzneš za nekaj sekund. Malo čudno je. Potem imamo Brute Sharka. To je najverjetneje prvi morski pes, ki ga boš videl v Below Zero. Ja, mislim, da je eden od ta boljše dizajniranih morskih psov iz obeh igrc skupaj. Edino Bone Shark verjetno bi mi bil bolj všeč kot on iz ta prejšnje Subnautike. Tako da za zdaj ga bom dal zelo dobro, pravzaprav. Mi je všeč njegov dizajn, barve, vse. Naslednji na vrsti je Sea Monkey, morska opica. Tebi na začetku ti poskušajo krasti stvari, ampak potem, kadar se pa navežejo na te, ti pa začnejo prinašati stvari, tako da iz osovraženih nadležnežev grejo v priljubljene, ljubljenčke ali ne vem kaj. Ne vem, ga bom dal v redu ga bom dal za zdaj. Potem imamo Arctic Raya. Arctic Ray, če sem iskren, je malček dolgočasen. Ga ne bom dal v slabo, ga bom dal bolj tako za enkrat. Ko ima zanimive barve in to, ampak nič ne dela, nič ne moreš zdaj narediti. Je samo tam zato, da je še več živali, po moje. Tako da ga bom dal bolj tako. Ta tukaj je pa nov, to je pa Trivalve, mislim, da se kliče. Trivalve, ja. Lahko pride v modrem ali pa oranžnem. Tega dejansko nisem dobil v celej seriji. Sem ugotovil šele potem, ko sem jo že končal, da obstaja. In ja, to je podobno kot Cuddlefish iz prejšnje Subnautike. Najdeš lahko njihova jajca in jih izvališ in potem jih imaš za ljubljenčka. Ne vem, ga bom dal v redu, zato ker dejansko ga nisem še videl v igrci. In pa ni primerjave s Cuddlefishom. Cuddlefish je ta originalen ljubljenček. Ja, ok, gremo naprej. Glow Whale, to je prvi Leviathan, ko sem ga videl. Na srečo ni napadalen Leviathan, ampak ja, v glavnem velik kit, Glow Whale, lahko ga celo jezdiš, sicer to ni ne vem, kakšna funkcija za karkoli dosežeš, ampak je pa cool funkcija, tako da, ja, veš kaj, dejansko zgleda kar dobro, ga bom dal zelo dobro. Zgleda nekaj, kar bi najdel na planetu 4546b, ne, nekakšen kit, ka mu svetijo deli telesa in to, ja, ga bom dal zelo dobro. Opa, potem Cryptosuchus, ena mojih najljubših živali iz Below Zero. Ja, Cryptosuchus gre v epsko. Evo, prvi kandidat za epsko in prvi, ki je tudi prišel v kategorijo epsko. Cryptosuchus! Oni so taki zelo teritorijalni in te napadajo, ampak če jih samo oplaziš, že spokajo. Tako da so v bistvu velike boječke, ampak dizajn mi je pa ful všeč. So ko nek kljunaš, /krokodil, /riba, ne vem, ful čudna stvar, ampak ful so mi všeč. Ja, Cryptosuchus gre v epsko. Aha, potem Penguingi in Penglingi, to so nekako pingvini planeta iz Subnautike, a ne? So mi kar všeč, mislim, so samo pingvini. Ja, ne vem, bolj všeč so mi te stvari, ma ne vem, če so mi toliko všeč Brute Shark. Dal bi jih nekam vmes v redu in zelo dobro. Dajmo reči, da so močen v redu do lahek zelo dobro, nekako tako. Jih bom pustil tukaj za zdaj. Aha, naslednji morski pes na vrsti je Squid Shark. Ena zanimivost, Squid Shark v PDA-ju je pod morskimi psi, ali ne pod morskimi psi, pod mesojedci, ne pod Leviathani.
ampak v PDA-ju tudi piše, da je majhen Leviathan. Tako da še zdaj ne vem, ali tehnično gledano sploh je Leviathan ali ne, ali sodi samo med morske pse in je pač velik za morskega psa. Ne vem, zelo zmeden sem glede tega, ampak dizajn mi je pa ful všeč. Je neverjetno dober hibrid, ko nekako belega morskega volka in pa lignja, ali karkoli so ta njegova usta. Ja, mislim, da ga bom dal v epsko. Ne vem, če mi je toliko všeč kot Cryptosuchus, ampak mi je pa definitivno bolj všeč kot vse ostalo, kar je do zdaj tukaj na tier listu. Potem imamo Pinacarida, to je kot nekaj vmes tjulna in morskega unega polža, lazerja, ali ko so une stvari. Ja, on je lahko v vodi in lahko tudi gre na kopno. Zanimiv je, ne vem, ga bom dal v redu, dajmo reči. Aha, potem imamo Chelicerath, mislim, da se reče Chelicerath Leviathan. Jaz mu pravim kar škamp, oziroma škamp Leviathan. Ja, dobri mimi. Ja, škamp je prvi napadalen Leviathan, ki sem ga videl, če se Squid-Shark ne šteje kot Leviathan. Je skoraj toliko velik kot Reaper, malček manjši je pa bolj tak debel, tak čonkr, ne. In inspiriran je dejansko strani rakovcev in škampov in jastogov, zato ima rdečo barvo in tak kot exoskeleton oklep in tisti mandible, štiri veliki zobi ali kremplji ali kaj so te stvari na gobcu. Ja, mi je kar všeč, ne vem. A bi ga dal v epsko? Če primerjamo še z stvarmi iz ta originalne Subnautique, kje sem tam dal v epsko? Crabsnake, Reaperja, večino Leviathanov. Boljši mi je kot te tri reči. Ja, okej, ga dam v epsko, zakaj pa ne. Dizajn ima ful dober, to je treba priznati. Čeprav se ga pa ne toliko bojim kot Reaperja. Ne vem, mogoče, če ne bi igral ta originalne Subnautique, preden sem šel igrat Below Zero, bi se verjetno dosti bolj pokakal, kadar bi videl Chelicerata. Ne vem, mislim, da ga bom pustil v epsko. Aha, potem imamo pa Void Chelicerat, to pride v praznini, v Voidu, Dead Zone, kar nekaj imen je za tisto območje. In ja, v originalni Subnautique so bili Ghost Leviathani v Voidu, ko so imeli full door design in to. V Below Zero pa je samo malo večji, drugače obarvan škamp Leviathan. Je bilo mogoče mičkeno malo razočaranje, da niso ali pa spet Ghost Leviathani, ali pa kakšna nova vrsta Ghost Leviathana v Dead Zoneu. Ampak ne morem reči, da ima slab dizajn, pač Void Chelicerat. Čeprav mislim, da barvno mi je bolj všeč ta originalen Chelicerat. Bom dal Void Chelicerata v zelo dobro za zdaj. Ojoj, Spike Trap, ta stvar mi gre tako na živce. Kaj to bo prvi, ki bo šel v slabo? Se zna zgoditi. Ja, ta stvar mi je postregla s kar fajn jumpscarom, kadar sem igral, kaj je bilo v tistem območju še z Squid-Sharkom. Neverjetna kombinacija Spike Trap in Squid-Shark, ja. Ja, ne vem, pač zanimiv koncept. Veš kaj, ga bom dal bolj tako. Mislim, da si ne zasluži iti prav v slabo kategorijo. Pol imamo neki rib, čakaj, ko se ta kliče, samo da pogledam. Arrow Ray, to je Arrow Ray, aha, dobro. Zanimiv dizajn, jo bom dal bolj tako. Potem Spinnerfish, zgleda malček neumen, če sem iskren. Neki bom mogel dati v slabo, ne? Se bojim, da bo to mogel biti Spinnerfish. Ne veš kaj, mislim, da ga bom dal v bolj tako, zato ker sem se spomnil, da imamo tudi Nudfish na tier listu. Ja, in Nudfish pa mislim, da gre v slabo. Zgleda tako čuden in goofy. Prosim, ne se užaliti, če dam kakšno stvar, ki ti je ful všeč v slabo, to je moje mnenje, ti lahko imaš tudi svoje in tako naprej. Dobro, nadaljujemo z videom. Kaj je to? Discus Fish? On živi v tistem čudnem bombažnem območju, kjer so same čudne ribe. Boljše kot Nudfish je, tako da ga bom dal verjetno bolj tako. Potem Featherfish, Red Featherfish. Mislim, da Featherfish je bolj tako. Red Featherfish je v redu, mislim, da ima malo lepše barve, a ne. Potem Eye Jelly, to so one meduze, ki so na poti do Fire Robotics centra in jih je ful dosti in imajo kot neko očesno zrklo tukaj na glavi. Tukaj se ne lih dobro vidi na tej slike, ampak ja, take pač so. Se mi zdi, da so jih tako dizajnirali v bistvu kao za narediti referenco na Jacksepticeye celo, s tistim očesom. Dovolj trivije, čas, da razvrstimo to beštijo. Ja, mislim, da bom dal mislim, je samo meduza z velikim očesom, ne, če smo iskreni. Bom pustil v redu, dajmo reči. Potem imamo Symbiota. Ta stvar se šeta okoli Titan Hallfisha in te malo grizlja. Ja, to je neumno, da mu slabo, sorry. Potem Lily Paddler, to je kot nek morski koniček ali neki tasga.
To mi je všeč, to bom dal mogoče celo v zelo dobro. Ja, Lily Padler mislim, da ima kar cool dizajn. Na tej sliki se mogoče nelih najboljše razloči, ampak če pogledaš njegov dizajn v igrci in to, mislim, da je kar soliden. Čeprav, a je zelo dobro, ma ne veš kaj, ga bom dal v redu. Ne vem, sem malo bolj pitsajzljast, kaj dat v zelo dobro ali pa epsko. Kot ste verjetno opazili pri tem seznamu. Na sceni je Triops, tam mislim, da je tudi v enem biomu z bombažnimi stvarmi. Ja, malo čuden dizajn. Ma hkrati mi je nekam všeč, tako je taka zanimiva riba, s 3 očmi in vse. Zgleda vesoljsko, zgleda kot nekaj, kar bi najdel v Subnautica, ne? Sploh v bolj takih globinah, kjer so bolj čudne stvari. Čeprav je malo dolgočasnih barv, mislim, da ga bom dal v redu, veš. Zagotovo boljši kot te ribe. Potem pa imamo Arctic Piperja, to pa damo zelo dobro. Arctic Piper, mislim, da zgleda boljše kot ta originalen Piper. Ne vem, tam je, samo Piper je ena od ikoničnih živali iz originalne Subnautica. In Arctic Piper mislim, da je zelo dober reskin ali redesign ali adaptiran za Belouzerov območje. Tako da ja, ga bom dal zelo dobro. Preprosto ima tisto neki, kar nima skoraj nobena druga majhna riba v Subnautica. Naslednji na vrsti Hivemind. Te reči, ne vem niti, če je to tehnično gledano žival, bom dal bolj tako, ni ne vem kaj. Potem Vanguarden, če se ne motim, največji Leviathan, tehnično gledano v igrci. Mi je ful všeč, kako lahko greš v njega in v njem rastejo redke rastline in to. Tako da že skoraj zaradi tega bi ga skoraj dal zelo dobro. Ja, veš kaj, ga bom dal zelo dobro. Zakaj pa ne? Moj seznam, lahko delam kar čem. Potem Rock Puncher. Rock Puncher, imel sem tudi enega v svojem akvariju, se je klical Punchy. Veš kaj, na začetku mi niso bili tako všeč, potem so mi rateli pa, bolj všeč, tako da mislim, da ga bom dal zelo dobro. Je kot neki vmes Jastoga in Bogomolčarja, tako da zelo zanimiv koncept. Potem imamo Snowstalkerja. Aha, če se spomnite, v ta prvi Subnautica so bili morski psi stalkerji. Mislim, da so bili tako neč tazga glede dizajna, no. Ampak Snowstalker pa je kot stalker mešan s severnim medvedom. In mislim, da ima full cool dizajn. Ga bom dal zelo dobro. Potem imamo samo še te 3 Leviathane, ki so vsi full dori. Shadow Leviathan, verjetno moj najljubši Leviathan v celi igrci. Ga bom dal v epsko, to itak že vemo. Potem Iceworm. Ja, mislim, da on tudi gre v epsko. Mogoče mi je celo Iceworm boljši kot... Ne vem, Heliseret, Shadow Leviathan in Iceworm so vsak od njih je po svoje najboljši. Odvisno kako pogledaš. V glavnem ja, in potem Frozen Leviathan. Za zdaj ga bom dal zelo dobro, ker ne vem niti, če bi tehnično gledano smel biti na tem seznamu, ker je izumrla vrsta. Razen če ne naredijo 3. Subnautica, kjer boš lahko najdel tudi živega Frozen Leviathana, ker boh ne dej, ne. Ja, v glavnem Frozen Leviathan mislim, da je največja žival iz kjerekoli Subnautica, če štejemo tudi izumrle vrste. Edino v Izgubljeni reki, v ta prvi Subnautica je eno okostje od neke velikanske jegulje, Gargantuan Leviathan, ki je verjetno bil še večji kot Frozen Leviathan, ampak ne vemo zagotovo. Ja, ne vem, Frozen Leviathan, mislim, da ga ne bom še dal v epsko, dokler ga ne vidim v živo. V igrci seveda, ampak to ne vem, če se bo kdajkoli zgodilo. Razen, če ne bo nekdo naredil moda s Frozen Leviathanom ali neki. Ja, to je pa to za ta seznam. Malček manj živali je bilo na tem seznamu kot od te originalne Subnautica, ampak mislim, da še vedno kar soliden seznam, soliden list. Epsko kategorija je kar dobra, kar močna, ima kar dobrih 5 kandidatov, a ne? Če hočete, lahko tudi vi naredite tier list iz teh živali. Lahko najdete na Tiermaker spletni strani pod tem imenom tukaj, SBZ Fauna tier list, SBZ kot Subnautica Belouzerov očitno. In ja, dajte mi povedati v komentarjih, mogoče s čim se najbolj strenjate, s čim se najmanj strenjate, mogoče bi kakšen predrznež dal simbiota v epsko ali kaj tasga. Ne, mislim, če ga hočeš dati v epsko, te ne bom ustavil, tvoje mnenje, ne. V glavnem, ja, ne, ja, to bo to za ta video. Če ste uživali, stisnite like, lahko prejmo do 1000 lajkov, ali pa še več mogoče. Naročite se, če še niste, zato ker približno polovica rednih gledalcev sploh ni naročena, ne vem, zastojn, jaz samo rdeč gumb stisnim. Dobro, dovolj. Se vidimo, lepo se imejte in solato pojejte. Adios.